V prostorih Megafona se je prejšnji teden odvila predstava odrasle skupine amaterskih igralcev Gledališke šole Talija. 4 udeleženci so se spopadali s tematiko meje. Besedilo za predstavo so napisali na podlagi improvizacije pod mentorstvom režiserke in igralke Urške Brdaškje-Morato. Ponavadi tekst vzamem v roke, jaz pa ga spišem, ampak sem rekla, dajmo letos dati možnost tudi samim udeležencem, da sami vidijo, kakšen postopek je s pisanjem teksta, tako da na kaj moraš biti vse pozoren. Tako da tekst je v bistvu njihov, jaz sem samo ustvarila nekako okoliščine, kjer je ta tekst lahko nastajal. No, tako. V predstavi so se spraševali, ali se zavedamo svojih meja, ali jih lahko premikamo, kaj se zgodi, ko prestopimo mejo in podobno. Ja, izzivov je bilo kar dosti. Zaradi tega, ker koncept meje že sam po sebi narekuje to, da se moraš pri sebi soočati s svojimi mejami, torej kje so moje meje. In marsikdaj je bil skok v neznano oziroma skok tja čez, kamor ponavadi ne greš. In predvsem v neka določena čustva smo raziskovali, ali znam izraziti jezo, ali znam izraziti ljubezen, a je to meni prijetno. Tako da smo se soočali ne samo s tematikami, ki jih predstavljamo v bistvu, ampak smo se s tem v procesu soočali tudi z našimi mejami in omejitvami, ki jih sami imamo pri svojem izražanju, pri svojih osebnih omejitvah. No? Tudi v bistvu kot igralci so raziskovali, kje so njihove omejitve in kako iti čez te omejitve, tako da smo z določenimi metodami potem prehajali te njihove meje. Za 2 udeleženca je bila to prva izkušnja nastopanja, a za vsakega izmed njih je bil to svojevrsten izziv. Pri oblikovanju svojih likov so morali tudi sami prestopiti nekatere meje. Mejo sebe. Zdaj, moja meja mogoče iti malo izven sebe, sicer tudi malo sebe pustiti v liku, no to zabavanje, kar je tudi mogoče malo v moji naravi, ampak ne na takem nivoju, malo žleht. In mogoče večjo mejo to požrešnost, pač to iti mimo vsega in vseh, zato da dosežeš ne to, kar je dobro za nekoga drugega, ampak kar je zase, torej ta nek egoizem v sebi, kar v življenju se trudim, da ni toliko prisoten. Trudila sem se zelo zbežati iz sebe kot osebe, ampak včasih je tudi ta del moral malo zalezti v lik. Najtežja meja, ki sem jo mogla jaz prestopiti, je to, da sem v svojem intimnem prostoru na odru. Se počutiti kot doma, ampak te gleda 30 ljudi, tako hoditi okoli in govoriti sam s sabo in plesati sam s sabo in se raztegovati in ne vem kaj vse delati in se v bistvu pretvarjati oziroma ne pretvarjati, prav začutiti to, da te noben ne gleda in da si sam. To je bila druga ponovitev predstave, z njo pa se je šolsko leto Gledališke šole Talija zaključilo. Zombiji, ki so ponavadi sredi julija zasedli ulico Ljutomera ali po domače Lotmerka, so se letos prikazali že zadnji teden junija. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina je že 19. zasedel dvorane in trge Ormoža in Ljutomera. Tudi tokrat je bil v središču častni gost festivala, ki je dobil svojo spominsko ploščo na glavnem trgu. Letos so gostili 72-letnega ameriškega režiserja Johna McTiernana, ki slovi po svojih mojstrovinah, kot so Predator, Umri pokončno, Lov na rdeči oktober, 13. bojevnik in drugih. 86, your first direct movie, and your script also came Nomads, a small, cool, independent, sophisticated, puzzling, gripping, intriguing movie, movie. Yeah. Metaphysical thriller, I would say, with Pierce Brosnan. Yes. At the time, he was supposed to play next James Bond, but the producers of series in which wouldn't let him do it. Yeah. Yeah, told me that. Wouldn't let it, but no, he couldn't play James Bond. But so he he wound play up in in your this movie. Little movie that I was. But he can play in your movie, in small movie.
Poleg množice filmov, ki niso le grozljivke, ampak tudi filmi drugih žanrov, kot so fantastika, fantazija, trilerji, kriminalke, akcijski filmi, misteriji in podobno, se na zadnji dan festivala vsako leto odvije tudi povorka zombijev, ki jih je bilo letos verjetno zaradi neugodnega vremena in prestavitve festivala na prejšnji datum manj kot druga leta. Sicer pa je sobotno dogajanje popestrila tudi subkulturna tržnica in kotiček za družabne igre, kot je Dungeons and Dragons. Zakaj barvate te figurice? Ja, to je izražanje ustvarjalnosti. Figurice so naprintane s strani naših članov, pa naredili smo jih malo tematske za Grossmana, ne tako malo na horror varianto. Drugače pa vsak četrtek v Medvodah imamo te delavnice, smo rekli, če bi nas imeli tudi tukaj, pa smo se lepo zmenili. In ja, smo zdaj tle lepo postavili, sence sicer malo manjka, ampak bo. In ja, pač barve so na voljo, prosto, karkoli pobarvaš, odneseš domov. In figurice pravzaprav služijo čemu? Lahko se igra razne namizne igre z njimi, lahko jih imaš samo za dekoracijo, poznamo ljudi, ki imajo cele vitrine polne tega. Tako da ja, enim je veselje že samo to, da to imajo, drugače pa ja, imaš pošast za v Dungeons and Dragons igro, recimo. In tam se res potikaš po ječah in se boriš z zmaji? Ja. Tiho ti. Ja, pač odvisno, kako se Dungeon Master odloči. Ne? To je, če se napravi avanturo z temnicami in zmaji, potem so temnice in zmaji. Drugače pa je karkoli lahko, v bistvu. Na končni prireditvi, s katero so sklenili 19. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, so podelili Johnu McTiernanu nagrado za življenjsko delo. Nekatere druge nagrade, ki se imenujejo Hudi maček, saj gre vendar tudi za festival vina, pa so prejeli za najboljši celovečerec film Megaloman, za najboljši glasbeni dokumentarec, česar si niste mogli vizualizirati, Rema Rema, nagrado občinstva pa španski Irati. Najboljše vino je postal Sauvignon Platej. V sredo 28. junija se je v skladišču Libertas odvila projekcija esejistično-dokumentarnega filma Pisma očetu režiserja Črta Brajnika. Film je bil premierno predvajan na Češkem leta 2015, kjer se je Brajnik izobraževal na področju filma, ustvarjal in delal zadnjih 15 let. Gre za projekt, ki ga je začel razvijati leta 2010, ko se je prvič srečal s snemanjem na 16-milimetrski filmski trak ter s kamero Super 8. Osnovna tematika filma je odnos med očetom in sinom. Pisma, ki jih sin piše iz svojih potovanj po svetu, od Prage, Londona, Pariza, Indije, so edina vrsta stika, ki ga ima s svojim očetom, naravovarstvenim nadzornikom in ornitologom, ki skrbi za rezervat v Škocjanskem zatoku na robu Kopra. Gre za posnetke, ki so nastali v sklopu mojih potovanj in so nekako bili povezani z odnosom, ki ga imam s svojim očetom, ki je bil prvotna ideja za film, je bila narediti portret svojega očeta, ne, in nekako skozi njegovo delo in njegov karakter nekako poskusiti priti do nekega določenega stika, ki je mogočen samo med očetom in sinom, ne. In glede na to, da moj oče ornitolog, se tako nekako cel film sem videl skozi to perspektivo in nekako poskušal integrirati postopoma skozi svoje potovanja določene ornitološke elemente, recimo tako, no. Tako da poseben poudarek sem dal na golobe, na pave, pa na različne živali, no. Mlad fant zapleše v diskoteki, da bi privabil ženske na isti način, kakor golob pleše v malem zalivu v centru Prage. Ker gre za režiserjevo osebno izpoved, saj različne vizualne segmente v filmu podkrepi s konstantno naracijo v obliki pisem, ki jih piše svojemu očetu, nas je zanimalo, če je imelo ustvarjanje filma nanj tudi terapevtski učinek. Ja, do določene mere sem sam nazval ta film kot neke vrste film art terapija, ker verjamem in sem videl tudi skozi delo drugih umetnikov, da lahko film deluje terapevtsko in na ljudi, ki so del filma, kakor tudi na ustvarjalce, ne. Gre vedno za en določen odnos, ki se instaurira med snemanjem.
Dokumentarec vse skozi spremlja tudi premišljen glasbeni aranžma, ki ga je posebej za ta projekt pripravil Mitja Cerkvenik, znan sicer pod umetniškim imenom Jesus on Ecstasy. Z Mitjo Cerkvenikom sodelujeva že vrsto let, bi pravzaprav rekel, da sva začela skupaj nekako, kar se tiče ustvarjanja v filmski sferi, tako da Mitja je bila tako zelo enostavna rešitev oziroma odlična kolaboracija in poslal mi je določene sample, določene atmosfere, vedel je že nekako, kar rabim, saj nekako se razumeva že skozi leta in nekako ve, kaj hočem. Malo sem mu popisal stvari, potem pa je sledila enotedenska, intenzivna delavnica, bom rekel skoraj, pri njemu doma, kjer smo nekako vse skupaj poklopili in videli direktno na filmu, kako bo kaj delovalo. Del glasbenega aranžmaja v filmu pa je prispeval tudi Peter Špatina, znan kot najuspešnejši igralec na kozarce na svetu. S Petrom pa je sodelovanje bilo malo bolj zgodno, saj je nastopil v trenutku, ko ni še ostajal niti en rough cut filma, ampak je bolj kot ne improviziral na določenih delih, ki sem mu jih pripravil, in glede na to, da se poznava že nekaj let, sem vedel, da gre za mojstra pač v svoji stroki. On sicer igra, bi rekel, tako zvani glas harp, igra na kozarce, tako da on je največjih mojstrov na svetu v tej kategoriji in sem vedel, da v bilo katerem trenutku lahko izvleče ven neko določeno improvizacijo, kakor dela neprestalno v Pragi. Črt pa sedaj kariero filmskega in televizijskega ustvarjalca nadaljuje na domačih tleh na slovenski obali. Piran je ponovno postal filmsko mesto, saj se je maja in junija tam snemal nov celovečerni mladinski film z naslovom Tartinijev ključ. Odpravili smo se v samo središče Pirana, na Tartinijev trg, na njihov zadnji snemalni dan na obali. Zgodba mladinskega filma se dogaja v Piranu, kjer se srečajo trije najstniki. Robert, ki ga igra Svit Šturbej, Barbara, ki jo igra Ela Lapajne, in Mario, ki jo igra Max Kerševan. V zgodbi eden od njih po pomoti prejme SMS sporočilo, ki sproži napeto in burno dogajanje. Prijatelji se skozi mnoge dogodivščine podajo v iskanje zaklada, pri tem pa morajo rešiti vrsto ugank in dodobra spoznati piranske zgodovinske dragocenosti. Pot jim prekrižajo kriminalci, a so otroci od njih bistrejši ter hitrejši in prvi najdejo zaklad, dragoceno zbirko pisem, ki sta si jih izmenjevala slavni violinist Giuseppe Tartini in izdelovalec violin Antonio Stradivari. Slednji Tartiniju svetuje, kako naj izpopolni svoje violine. Scenarij je napisal Vinči Vovk Anžlovar. Jaz imam sina, ki je dislektičen in ker sem bila 4 mesece zaprta v karanteni, sem pač bral. In sem prišel na knjigo Romana Kukoviča Tartinijev ključ in je bilo to tako super zgodba, da sem pol napisal scenarij in da smo pol prišli do sredstev in posneli ta film. Vinči Vovk Anžlovar se podpisuje tudi pod režijo novega filma. Režiser je najbolj znan po prvem slovenskem celovečernem filmu v samostojni Sloveniji Babica gre na jug. Konec lanskega leta je izšel tudi njegov film Dedek gre na jug, sicer pa je režiral še filma Poker in Oko za oko. Mislim, tako gre po fazah. Ker pišem scenarij, je to the best, pol ko režiram film, je to the best, pol montiram film, je to super, pol delam muziko, je to še bolj super. In pol je the best, pol gledati končni izdelek. V filmu nastopa še nekaj znanih slovenskih igralcev: Jurij Drevenšek, Tanja Ribič, Zala Đurić, Primož Pirnat, Nenad Nešo Tokalić. V glavni vlogi kriminalca pa nastopa hrvaški zvezdnik Goran Navojec, ki se ga morda spomnite iz filma Parada ali serije Lud, zbunjen, normalen. Režiser je izrazil posebno navdušenje nad mladimi igralci. Ja, to je neverjetno. To so toliko talentirani, mislim, niso več otroci, kot so več otroci, ampak neverjetno talentirani.
naše, že te pravi igralci, da se jih korigirati, dajo predloge in je res super delati z njimi. Za mlado igralko Max je bila to prva filmska vloga, za Svita pa prvi celovečerni film, saj je predtem že nastopal v nekaj kratkih filmih. Nenazadnje je sin igralke Nataše Barbare Gračner in igralca Branka Šturbeja, pa tudi brat Timona Šturbeja, ki se ga morda spomnite iz filma Posledice. Mario je sirota, ki živi za svojo nono, ampak najbolj pomembno je prijateljstvo in obožuje akcijske filme. Robert je pa Celjan, ki ima mamo in sestrico in očima, ki pretepa in mamo in sestrico. Njega se ne upa več, Roberta. Tako da se nisem mogel na ta način povezati z njim, ker imam super familijo, ampak je pa zelo v redu lik in empatičen, družaben in ga ful zanimajo stvari. Med mladimi igralci je tudi Filip Vidušin, glavni pevec skupine LPS, ki nas je leta 2022 zastopala na Euroviziji. V bistvu moje delo ni tako težko, jaz igram sebe, načeloma lik v originalnem scenariju je nek znani pevec, tako da sem v bistvu zelo vesel, da so našli nas, naš band in pa pač posledično mene za to vlogo. Jaz se imam super tlele, igralci so odlični in pa seveda celotna ekipa za tem filmom. Res vse je zelo lepo postavljeno, tako da sem zelo vesel. Režiser je z igralci pred snemanjem en mesec vadil. Na vajah so večkrat prebrali scenarij in izpostavili lastnosti svojih likov, kar je igralcem pomagalo pri ustvarjanju le-teh. Od režiserja so dobili veliko napotkov, na samem snemanju pa jim je pustil tudi nekaj svobode. Vedno je prostor za improvizacijo, vedno kaj dodamo, kaj zbrišemo, tako da se imamo fajn. Ja, zelo veliko improvizacije je, sploh s profesionalci, zato ker že sami po sebi malo improvizirajo, pa se malo zafrkavamo na setu, tako da je super. Kako pa so se mladi igralci znašli na setu s profesionalci? Definitivno je to neko spoštovanje, ker pač to je njihova izobrazba, karkoli pač s tem se ukvarjajo. Je pa res, da so vsaj ti, s katerimi sem se največ ukvarjal, so pač mlajši od mene, tako da je tu seveda to neko spoštovanje, ampak vseeno se počutimo zelo prijateljsko eden do drugega in so zelo dobra družba. Pa malo me je bilo strah, zato ker pač first impressions, pa pač nisem vedela, če bom izpadla tako, kot se meni zdi, pa prvi vtisi, ampak polk smo se pač sprostili, pa povezali, je bilo zelo lažje in smo se imeli zelo fajn na setu. Je zanimivo gledati, kako to opravlja nekdo drug. Ja, definitivno respekt tukaj z neko distanco, ampak se mi pa zdi, da smo se zelo povezali tudi s profesionalci in je bilo super. Igralci so povedali, da je bilo vse splošno vzdušje na snemanju sproščeno. Med delom so si v ekipi po svoje popestrili čakanje in pauze. Kostumografinja in član tehnične ekipe sta se med snemanjem zabavala z vajami boksa, pred soncem pa so se igralci skrivali pod dežniki, saj je pomembno, da jih zaradi kontinuitete snemanja ne opeče. Vsake toliko je zapihal tudi veter, ki je kakšen dežnik celo obrnil narobe. V senci ob robu trga so stali statisti, ki so sprejemali navodila, nekaj pa so jih ukrcali na brezplačni avtobus, ki vozi iz parkirišča Fornače do Tartinijevega trga in ga koristijo občani in obiskovalci Pirana. Uporabljen je bil kot del scene, a je marsikaterega mimoidočega to zmedlo, saj v tistem trenutku ni mogel vstopiti na avtobus. Potem, ko so jim člani snemalne ekipe razložili, da je avtobus trenutno uporabljen v namene snemanja, so to večinoma sprejeli z razumevanjem. Zapletov med snemalnimi dnevi v Piranu ni bilo, kar je potrdil tudi režiser. Najprej so napovedali zelo slabo vreme za celo Slovenijo, pa se je zgodilo to, da smo pač se kar naenkrat vse spremenili in smo imeli tako srečo, da smo lahko vse posneli brez problemov. Po približno 2 mesecih snemanja so si igralci nabrali mnogo novega znanja in izkušenj, z nami pa so delili tiste trenutke, ki so si jih najbolj zapomnili. Jaz se spomnim prvi dan snemanja, v bistvu nisem imela nič besedila, ampak toliko mi je bilo strah. In sem se toliko sekirala, ampak potem sem v bistvu ugotovila, da to ni nič takega, da ni nič težko, da sem se hitro sprostila in povezala z vsemi in mi je zelo fajn. Ta 2 mesta tukaj sta mi bila toliko fajn, da žal mi je, da grem, res. Najboljše mi je bilo gledati, kako je Jurij Drevenšek, ki je tudi igral v tem filmu, enkrat je skočil v vodo, ker je rabil padeti v vodo in je bilo to zelo zabavno gledati. Zraven se pa, ker sva imela scene v avtobusu,
sva se non-stop prežala, zato ker sva vedno nekaj dodajala, so spreminjala mal in to mi je bilo pa res najboljši dan. Snemali smo skupno sceno, vsi skupaj, torej celoten band, ko igramo to pesem na koncu filma. In pač ni bil ravno izziv, ampak je trajalo cel dan, ker je bilo tako veliko kadrov z vseh možnih strani in publiko in oder snemati. Tako da to smo se kar namatrali cel dan, ampak v vsakem primeru se splačali. Veliko vlogo v filmu bo imela tudi glasba in ravno zasedba LPS je dobila priložnost napisati svojo prvo pesem za film. Ja, v bistvu kontaktirali so nas, smo bili seveda zelo veseli za priložnost, da bomo del svojega prvega filma, je pa naša navodila so približno bila, naj govorijo o prvi ljubezni, naj je vesela pesem z dokaj hitrim tempom, tako da smo to vzeli in dodali pač v bistvu nekaj svojega, kar mislimo, da lahko dodamo in pač pesem je končana, zdaj pa samo vprašanje časa, kdaj film pride ven. Snemanje filma se je zdaj zaključilo, ogledali pa si ga bomo lahko šele prihodnje leto. Dinamičen film prve ljubezni, neko kvazi kriminalno zgodbo, veliko glasbe, tako in ne bo jim dolčasno.